Ko pripravljam teste, si vedno na list najprej napišem pluse in minuse in okrog tega potem sestavim zgodbo. Ponavadi je to dovolj, da dobim navdih in da pri pripravi potem zadeva steče. No, tukaj sem v začetku našel samo en minus, pa še to pogojno, zato se je bilo treba domisliti drugačne taktike. Tole je CX30, no, če vam je lažje, ga lahko enkrat v začetku poimenujem tudi CX4. To pa zato, ker je ravno nekje vmes med najmanjšim CX3 in največjim CX5. Čeprav po prostornosti je v bistvu veliko bližje večjemu, ampak o tem malce pozneje. Oblikovno je super, ob obisku salona boste seveda poslušali o oblikovalskem jeziku kodo, je pa dejstvo, da je avto prav lepo zašiljen. Tako jezno gleda v svet, ker sta sprednja dva žarometa zelo ozka, obenem je pa še vedno eleganten. Jaz bi ga sicer izbral v rdeči barvi, ker mu še bolj paše. Da je tole po prostornosti bolj CX5 jasno kažejo številke. Prtljažnik ponuja 430 litrov prostornine, kar ni veliko manj kot pri petici in s tem seveda ne podira nobenih rekordov, je pa v praksi za vsak dan dovolj velik. Na zadnji klopi bosta dva potnika dovolj udobno sedela, tudi za kolena je veliko prostora, ker vem, da vas to zanima, no in dovolj prostora je seveda tudi tukaj le spredaj. Mogoče se ravno na teh dveh sedežih še najbolj čuti, da je avto manjši kot CX5, ker je vse skupaj, kako ne rečem, stisnjeno, ampak ne otesnjeno. Predvsem pa je izdelava na najvišjem možnem nivoju in to je ena največjih prednosti tega avtomobila. Materiali so odlični, ergonomija je zelo dobra, tukaj za tem volanom se bo takoj vsak počutil domače. Tale vmesnik je simpel za uporabo, odlagališče je v bistvu dovolj, vzvratna kamera pa je mnogo boljša, kot je bila pri Mazdah še nedolgo nazaj, kjer me je vedno motila slaba ločljivost. Edini minus, pa še to pogojno namenjam nekoliko slabši preglednosti nazaj in pa takole v stran, zanje seveda kriva bolj zaobljena oblika, zaradi katere so stekla manjša. Podobno kot pri Mazdi 3, s katero si itak deli zasnovo. Pa vožnja. Vidi se, da je platforma nova in sodobna. V zavojih je CX30 zelo prijeten avtomobil, malo se nagiba in ni neodoben. To je kar pomembno, da vas ne bo ves čas pretresalo. Tudi občutek na volanu je fin, lepo obtežen, da je vse skupaj komunikativno. Sploh nimam pripomb, ker vse štima. Seveda je nižja trojka še bolj prijetna, ampak vi hočete imeti križanca, zato tega zlahka priporočim zaradi dobrih občutkov med vožnjo. Če ne boste vsak trenutek izkoriščali polne moči motorja in pospeševali kot raketa, boste zadovoljni tudi s takšnim D116. Ja, samo toliko konjičkov ima, torej ne prav veliko, ampak je v bistvu čisto dovolj zmogljiv. Zgledno pospešuje, ta menjalnik je pri običajni vožnji tudi fin, zmede ga samo agresivnejša vožnja, ker potem včasih ne zmore slediti tempu. Aha, na drugi minus sem se spomnil. Poraba goriva je vsaj 7 litrov ali pa kakšnega pol litra manj, če boste res nežni. To ni posebej malo. Za bolj nabritosti žene bo na cestah kmalu zmogljivejši Skyactiv X, do takrat pa sta v ponudbi samo takšen dizelski in podobno zmogljiv bencinski motor. Če boste želeli bogatejšo opremo, samodejni menjalnik in takšen motor, ter pripravite 32 tisočakov za v bistvu zelo fin avtomobil, ki nima niti T od terenskih ambicij. Pogon je samo spredaj in tale oddaljenost od tal tudi ni posebej velika. Kaj, pač povem, da ne bo kdo med vami slučajno obstal sredi kočevskega gozda in se potem poskušal spoprijateljiti z medvedi.